Dober dan in dobrodošli v mojem novem vlogu. Z možem sva se odpravila na severozahod, kjer sva naletela na ene naravne bazene. Ko prideš v Porto Moniz, se zdi, da se čas upočasni. Tu, na skrajnem severozahodu otoka, je narava pred tisočletji ustvarila nekaj nepredstavljivega. Črna, ostra vulkanska lava se je srečala s hladnim Atlantikom in nastali so ti naravni bazeni. Varna zavetja sredi divjega oceana. Opazovati valove, kako se z vso silo razbijajo ob zunanje stene, medtem ko ti mirno plavaš v kristalni, s soljo nasičeni vodi, je skoraj meditativna izkušnja. Voda se nenehno obnavlja z vsakim plivskom plime, zato je vsak trenutek tukaj svež in nov. In morda najlepša stvar, ta luksus, ki ga je izklesala narava, je popolnoma brezplačen. Ni vstopnin, ni ograj, le ti, ocean in občutek popolne svobode. To je Madeira v svoji najbolj čisti obliki, dostopna vsem, ki si upajo začutiti moč njenih elementov. Matjaž je te bazene izkoristil in se odpravil tudi v vodo. Kakšna je voda? Voda je v redu, ima 20 stopinj. Super. Mogoče je kakšno stopinjo manj. Aha. V redu je voda. Tukaj stojim. Res? Ja. Ker izgleda zelo globoka. Ta kraj, Porto Moniz, je od našega apartmaja oddaljen približno 45 minut, tako da sva rekla, se kar podava na pot in izkoristva lepo sončno vreme. Jaz se kljub vsemu ne bom odločila iti v vodo, ampak se bom malo pomartinčkala. Pojedla bova tudi kar v tem kraju in se ne bova prestavljala, zaradi tega, ker je sam kraj zelo lušten in turističen. Ura bo vsak čas 12. Matjaž bo počasi prišel iz vode in kmalu bo čas za kosilo. Zdaj bova šla pa v to restauracijo nekaj pojesti. Thank you very much. Obrigado. Zdravje. Za predjed sva naročila melono s pršutom. Zelo zanimiv okus. Thank you. Za glavno jed je Matjaž naročil mešano omleto s prilogo, jaz pa ribji file z banano. Za vse skupaj sva plačala 43,20 €, kar je kar normalna cena. Greva zdaj kaj dol še do tistih naravnih bazenov. Nažalost dol do bazenov ne morva, ker je zaprto, vidva pa, da so eni delavci dol. Tukaj je tudi znak za prepoved obiska teh bazenov. Greva pa zdaj na eno razgledno točko. Se treba malo zaščititi pred soncem. Sem kar pozabila. Nosim s sabo v torbi, pa ne zrihtam tako, kaj treba. Sonce na Madeiri je varljivo, temperature so tam nekje med 21 in 24 stopinj. Vse skozi prijetno pihlja in je res taka prijetna temperatura in nimaš tistega občutka, da te lahko sonce kar fajn upeče. Moramo vedeti, da otok leži nekako na isti zemljepisni širini kakor Kairo oziroma Severna Afrika. Vmes sva se ustavila in si pogledala še en slap. Teh slapov je kar precej tukaj in pa lepe pečine in pogled na Atlantski ocean. Tukaj se ful lepo vidi, kako se je lava po plasteh nalagala. Midva sva se zdaj s severa zapeljala proti jugu in sva se tukaj na jugu ustavila v eni vasici Ribeira Brava.
Ma pa ta vasica, Ribeira Brava, kar težko zgodbo. Leta 2010 so bile tukaj velike poplave. Veliko ljudi je bilo pogrešanih in leta 2011, ko sva bila midva tukaj, je bil spomin na to še živ. Danes je reka precej nizka. Slabi 2 leti nazaj je bil pa tukaj en ogromen požar, kar samo priča o tem, kako divja in nepredvidljiva je Madeira. Kar precej sredstev za obnovo te vasice je pa prispeval Ronaldo, znani nogometaš, ki je doma z Madeire. Zdaj se bova sprehodila do konca te promenade, šla pogledat, kaj je tam za en tunel, če se pride kam na drugo stran ali je samo za avte. Ja, za pešce je tle prepovedano, bova šla pa zdaj po enih drugih stopnicah. Ja, ti si en del že premagal. Najboljš, da tudi jaz pohitim gor proti vrhu. Jaz sem se kar obrnila. Mi je previsok in se mi zdi preveč grozen. Dokler sem gledala kamero, sem bila še pogumna, zdaj grem pa jaz nazaj dol. Ga bom počakala kar tle od spodaj, zdaj vam tudi pokažem, kakšen je ta stolp. Matjaž je šel potem sam do vrha in je ujel nekaj utrinkov na kamero. Evo, Matjaž se že vrača. O, ne. To je bil en tak kratek vlog. Obiskala sva Porto Moniz in Ribeira Brava. Hvala za vašo pozornost. Bodite fajn, pejte tudi vi na kak sprehod. Mi pa se vidimo kmalu. Čau, čau!